zastopati med nami veleposlanica Republike Slovenije v Argentini, Tina Vodnik. Predsednik Poslovnega društva Zedinjena Slovenija, Jure Komari Gospan. Predsednik Slovenskega doma San Martin, Marjan Voltežar in Gospan. Delegat slovenskih dušnih pastirjev v Argentini, gospod Franci Cukjati. Predsedniki in zastopniki krajevnih domov, Društvo Slovencev v Mendozi Tine Šmon, Društvo Slovenska pristava Andreja Zupac Magister, Društvo Slovenska vas Kristina Garbec, naš dom Sapusto Marjan Golec in gospa, Slomška udruženost Mehija Marko Selan, Slovenski dom Karapačaj Jože Vukorel, Mladinska centralna organizacija SDO SOFZ Erika Čeč in Ivan Urbančič, voditeljica Slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka Julka Furlan, pozdravljeni rojaki iz Mendoze in Rosarija, pozdravljena Sanmartinska družina, predsednica Zveze slovenskih mater in žena, odsek San Martin Polona Makek, voditeljici Rožmana Bešove, Julika Sterlic in Saši Položaj in ostale učne moči. Z odprtimi rokami sprejema vse tu zbrane in izreka dobrodošlico predsednik doma Marjan Voltežar. Spoštovani cenjeni gostje, dragi rojaki. Z velikim ponosom praznujemo 66. obletnico našega doma skupaj z 71. slovenskim dnevom. Ni naključje, da smo izbrali geslo Tvoj ime Slovenija, mi vlivamo javnost. Te besede imajo za nas globok pomen in segajo v samo srce naše identitete. Pred 80 leti so naši predniki morali zapustiti svojo domovino. Za seboj so pustili premoženje, navade, okolje in svoje najdražje. Toliko stvari je ostalo tam daleč, vendar nikoli niso zatajili svoje vere, domovine in svojih načel. Nič od tistega, kar so doživeli, jih ni odvrnilo od njihov vrednot. Raje so izbrali izgnanstvo v svobodi, kot pa da bi obdržali svoje imetje v sovražnosti. Vemo, da je Argentina zrasla v temeljih močnega evropskega priseljevanja. Slovenski val je bil številno manjši, a je neizmerno dolgoviten. Že več kot 80 let ohranjamo nedeljske svete maše, šole, zbore in gledališke skupine in vse v našem jeziku. Našo skupnost sem si vedno predstavljal kot mizo, ki trdno stoji na 4 stebrih. Na katoliški veri, v domu, na mladini in v šoli. Katoliška vera, kateri so se zatekli v izgnanstvu in na poti te kraje, je neizčrpen bil upanje ljubezni ter motor, ki nas spodbuja k delu za skupno dobro. Dobro. Življenjski prostor za srečanje, razvoj in ohranjanje stikov je temeljnega pomena kot ognjišče, ki ga ustvarjamo kot ena velika družina. Mladina, vir človeškega kapitala in naša prihodnost. Dolgoročen obstoj si je brez mladih nemogoče predstavljati. In ne nazadnje šola, ki je prostor učenja slovenskega jezika, prejemanja zakramentov, sklepanja trdnih prijateljstev ter negovanja ljubezni do svojih korenin. Brez vsega tega bi naš dom postal navaden družabni krug. Če bi katera od teh dom manjkala, bi se miza začela vajeti in bi prej ali slej podarila. Te stebre lahko okrepimo le tako, da med nami gradimo mostove. Čim več nas bo povezanih, tam večje bodo možnosti, da obstanemo skozi čas.
Potrzebujemo trdne vezi med različnimi ustanovami in domovi, ter tudi med Slovenci, ki živijo v notranjosti države. Danes na svojo prisotnostjo častijo člani skupnosti iz Rozarija in Mendoze. Kmalu pa bo del naše mladine sodeloval na srečanju z mladimi v Mendoze. Takšna povezovanja med provincami moramo ohranjati in še naprej spodbujati. To je po mojem skromnem mnenju edini način, da naša dediščina živi naprej. Resnica je, da se je slovenska skupnost skozi leta manjšala, dobra novica pa je, da je od nas samih odvisno, ali jo bomo ohranili. Con gran orgullo celebramos el 66 aniversario de nuestro hogar, junto con el 71 aniversario del Día de los Eslovenos. No es coincidencia que hayamos elegido el lema Tu nombre Eslovenia, mi empeño de misión. Estas palabras tienen un significado profundo para nosotros y llegan al corazón mismo de nuestra identidad. Hace 80 años, nuestros antepasados tuvieron que abandonar su patria, dejaron atrás sus bienes, costumbres, su entorno y a sus seres queridos. Tantas cosas quedaron allá, lejos, pero nunca renunciaron a su fe, a su patria ni a sus principios. Nada de lo que vivieron los apartó de sus valores. Prefirieron elegir el exilio y libertad antes que conservar sus posesiones en la hostilidad. Sabemos que la Argentina creció sobre los cimientos de una fuerte inmigración europea. La ola eslovena fue numéricamente menor, pero inmensamente fértil. Desde hace más de 80 años mantenemos las santas misas dominicales en las escuelas, los coros y los grupos de teatro, y todo en nuestro idioma. Siempre he imaginado a nuestra comunidad como una mesa que se sostiene firmemente sobre 4 pilares: la fe católica, el hogar, los jóvenes y la escuela. La fe católica, a la que recurrieron en el exilio y en el camino hacia estas tierras, es una fuente inagotable de esperanza y amor, y el motor que nos impulsa a trabajar por el bien común. El domo, un espacio vital para el encuentro, el desarrollo y el mantenimiento de los lazos. Es de fundamental importancia como un hogar que creamos como una gran familia. Los jóvenes, fuente de capital humano y nuestro futuro. Es imposible imaginar la existencia a largo plazo sin ellos. Y por último, la escuela, que es el espacio para aprender el idioma común, recibir los sacramentos, forjar amistades sólidas y cultivar el amor por las propias raíces. Sin todo esto, el escuela se convertiría en un simple club social. Si faltara alguna de estas patas, la mesa empezaría a tambalearse y tarde o temprano se caería. Solo podemos fortalecer estos pilares construyendo puentes entre nosotros. Cuanto más estemos conectados, mayores serán las posibilidades de derrotar el entero. Necesitamos lazos firmes entre las diferentes instituciones y hogares, así como entre los eslovenos que viven en el interior del país. Hoy nos honran con su presencia miembros de la comunidad de Rosario y Mendoza. Pronto, parte de nuestra juventud participará en un encuentro con jóvenes de Mendoza. Debemos mantener y seguir fomentando estas conexiones entre las provincias. Esta es, en mi opinión, la única manera de que nuestro legado siga vivo. Es realidad que la comunidad eslovena se ha ido reduciendo a lo largo de los años, pero la buena noticia es de que depende de nosotros mismos para mantenerla viva. Bog varsågod, para Dios. Prisluhnimo besedam, ki nam jih poklanja predsednik Zedinjene Slovenije, Jure Komalj. Dragi rojaki, zbrani smo na tem 71. slovenskem dnevu, ki so ga zamislili naši starši, da praznujejo, od kje izvira naš rod. Slovenija, njegovo ime, nam vpliva blagoslov, kakor pravi geslo današnjega slavja. Dan, ko se veselimo našega skupnega izvora, naše skupne zgodovine, naše domovine, od kore so morali oditi pred 80 leti,
da so se rešili življenje in svobodo. To nam dokazuje, da so duh, smisel in namen naše migracije še zmeraj živi. In to moramo gojiti naprej, da jih bomo predali našim potomcem. Potrebno je, da se med seboj bolj povežemo in sodelujemo tako med našimi domovi, kot tudi z našimi rojaki v Sloveniji. To je namen in cilj, ki si ga je zastavil pred 10 leti ta odbor za Zedinjenje Slovenije, ki predseduje. Še naprej voditi našo skupnost, naprej združevati vse slovenske organizacije, ki delujejo v regiji. Naj vam na kratko pišem, kaj je Zedinjena Slovenija dosegla v teh 10 letih. Prvi izziv je bil realizirati pisarno Zedinjene Slovenije, to je vključevalo urejanje pravne in davčne dokumentacije, zaposlitve računovodja, ki se je posodobil vse pravne in davčne obveznosti. Finančno stanje je bilo težko, a smo po natančnem pregledu stroškov in s pomočjo podpore Urada za Slovence po svetu uspeli stabilizirati in začeti to pot. Posebno poglavje je bil položaj tehnika Svobodna Slovenija. Tiskalo se je 2000 izvodov, plačevalo pa je samo 120 naročnikov. Finančno bankrotiran in z uredniško ekipo v problemih. Z novo ekipo, ki je sestavila gospa Marjana Poznič, se je situacija rešila, ko je uspešno objavila tehnike na spletu, kar je izboljšalo doseg bralcev in zmanjšalo stroške. Danes se Svobodna Slovenija pošilja po elektronski pošti okoli 800 osebah. Več kot 2000 prebira številke na spletni strani in okoli 4000 ljudi pa nas spremlja na socialnih omrežjih. Osrednja knjižnica Zedinjene Slovenije je bila reorganizirana z delom gospodične Klavdije Berec. Nadaljevali so se dela na organizaciji digitalizacije Osrednjega arhiva Zedinjene Slovenije, ki je miroval od dela arhitekta Jureta Borbagarja. Z nasveti Generalnega arhiva Slovenije in sodelovanjem najprej Pavlinke Dobovšek Lenačič in nato Karla Groznika se napreduje pri organizaciji in ohranjanju zgodovine naše skupnosti. Sodelujemo in podpiramo osnovne šole, srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka, vse rasti, ki potujejo v Slovenijo in modno podpiramo tudi vsakoletno kolonijo osnovnošolcev v Kordovo. Posebna podpora je namenjena mladini vseh naših domov, ki so prihodnost naše skupnosti. Na področju mednarodnih odnosov smo vzdrževali tekoče odnose z veleposlanico Republike Slovenije v Argentini in njenimi različnimi veleposlaniki, ki so delovali v tem obdobju. Ohranili smo zastopanost slovenske diaspore v Argentini prek Svetovnega slovenskega kongresa. Skupaj z Marjano Poznič sva predstavljala našo skupnost v svetu Vlade Republike Slovenije, kjer sva poročala o položaju naše skupnosti in njenih izzivih. Na duhovni ravni smo z dušnim pastirstvom sodelovali na vse možne načine. Prizadevali smo si in nam je uspelo prepričati Slovensko škofovsko konferenco, da je nujno potrebno, da nam pošlje duhovnike za kritje duhovnih potreb naše skupnosti. Vse to ne bi bilo mogoče brez trdne zavezanosti in sodelovanja sprva vseh domov, kasneje pa so se jim pridružile še druge organizacije, ki so nam nudile ključno podporo, za katero bomo vedno hvaležni. To je kratek opis dela, ki ga je opravil v tem obdobju odbor Zedinjene Slovenije skupaj s predstavniki domov in organizacij. Čez par tednov bomo imeli občni zbor in volitve, kjer se bo odbor prenovil. Zato prosimo Boga, da nam podeli pamet, jasnost in oči, da še naprej razvijamo slovensko skupnost. Prav posebno se hoče zahvaliti rojakom iz Samartinskega doma, ki so z veseljem in velikim delom pripomogli, da je ta obletnica in slovenski dan uresničil. Hvala lepa. V imenu Veleposlaništva Republike Slovenije nas pozdravlja
Slovenci, pa tudi dragi prijatelji Slovenije. Najprej čestitke po 71. obletnici slovenskega dne in 60. obletnici vašega doma. Vesela sem, da sem tukaj danes prvič, podobno kot prejšnji teden v Karapačaju. Ta del mesta mi sicer ni neznan, ker je kar nekaj posameznikov na veleposlaništvu, pa tudi moji sorodniki, ki aktivno sodelujejo in delujejo v tem vašem domu. In vaša letošnja gesta je seveda posvečena naši lepi državi Sloveniji, ki letos praznuje 35 let svojega obstoja. Sedaj Slovenija vstopa v najlepša leta in to je 35 let je neka čudovita starost. Ravno pravšnja mešanica mladostne energije in pa modrosti na drugi strani. V 35. letu smo ravno dovolj stari, da vemo, kaj je res pomembno in še dovolj mladi, da se podamo novim dogodivščinam naproti, da imamo tega duha, drznosti in smelosti. Veliko smo doživeli v teh 35 letih. Za nas v Sloveniji, pa tudi za vas tukaj pomembno predvsem vstop v Evropsko unijo in v NATO. Samo dva od pomembnih menikov, seveda poleg izgradnje naše lastne države, ki je nastala tukaj z vašo pomočjo. Brez vaše pomoči se bi to zelo težko zgodilo, tako da smo vam zelo, zelo hvaležni za to podporo in stalno prizadevanje v izgradnji naše države. Prav naše članstvo v NATO in v Evropski uniji predstavljata vrnitev v jedro držav v Evropi, v jedro idej pa vrednot, kamor je Slovenija v bistvu vedno spadala od vsega svojega nastanka in začetka Slovencev. In zelo pomembno je, da v tem jedru ostanemo v prihodnosti. Vojna na zunanji meji Evrope, to je v Ukrajini, je pokazala, da med državami Evrope, hvala Bogu, še vlada enotnost in pa solidarnost. Kaže na to, kako pomembno je, da pripada skupnosti, ki ti pomaga, skupnosti, ki te ščiti, ki se zavzame zate. Tudi v vojaškem pomenu, kar velja za NATO, ki danes postaja vse bolj pomembna organizacija. Tukaj v Argentini imate srečo, da živite na dokaj mirnem kontinentu. Kako je mir pomemben, se zavemo šele, ko ga ni več. Ohranitev miru, dosežkov in zgodovinskega spomina je pomembno vsaj toliko, kolikor ohranitev mladostnega duha in pa tega neprestanega pogleda v prihodnost. Mladost je tista, ki prinaša upanje, ki prinaša optimizem. Kaj pa nas še čaka v prihodnosti? To, kar sem že rekla, da ostanemo v jedru Evrope, da ohranimo naše gospodarstvo in da izgradimo, da se konča vojna v Ukrajini, pa tudi na Bližnjem vzhodu, s katero smo mi zelo prizadeti, da se krepi sodelovanje z Latinsko Ameriko, posebej z Argentino in na tem posebej delamo na našem veleposlaništvu, tudi skupaj z vašo pomočjo. Kar pa vem, da nas še čaka letos, je pa svetovno prvenstvo v nogometu. In to točno čez 25 dni. Slovenija nažalost ni med uvrščenimi državami. Bomo pa zato navijali za Argentino, ne? Jaz mogoče malo tudi za Francijo, ker temu mojega specaj tudi v Franciji. Vsem nam skupaj želim lep današnji praznik, naj Slovenija ostane tista, ki nam vliva moč in blagoslov tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala vam za čestitke in dobre želje, ki so nam spodbudo za prihodnost. Tvoje ime Slovenija mi vliva blagoslov in danes vsakega ljubeče vabi. Od vseh rodov pridi domov. Sanmartinska družina se odpravlja na pot domov.
svojich prababic in pradedov. Poti hodi na Gorenjsko in na Štajersko, v družbi ljubke ptičice.
od vseh rodov pridi domov. Salmatinska mladina je navdušena nad potovanjem v rojstne kraje svojih babic in dedov. Google Maps jim kaže pot do slovenskega krasa, kjer se bodo spomnili mladega pesnika Srečka Kosovelja in veselo zaplesali.
vseh rodov pridi domov. Slovenski pevski zbor San Martin se podaje v rojstne kraje svojih očetov in mater, ter s pesmijo opeva lepote slovenske zemlje.
prili domov. San Martinska družina prihaja domov.
Že vrsto let Zedinjena Slovenija podeljuje priznanja zaslužnim osebam slovenske skupnosti. Letošnjo premico poznamo bolj po imenu kot po priimku. V Rozmanovi šoli je začela poučevati leta 1968. Ob sobotah popoldne se je v prostorih slovenskega doma San Martin posvečala najmlajšim otrokom. Svojim delom je nadaljevala vse do rojstva prvega sina. Po 20 letih so jo ponovno povabili k sodelovanju. Najprej je prevzela oddelek ABC po slovensko, kmalu zatem pa še poučevanje učencev srednje starosti. Leta 2001 je prevzela vodenje šole in to odgovorno nalogo z veliko predanostjo odpravila vse do decembra 2025. Vedno je bila pripravljena pomagati in z veseljem opravljala svoj poklic po zgledu zavetnika slovenskih šol Blaženega Sloviška. Po poti krščanskih in slovenskih vrednot je vodila lepo število otrok in jim s svojim zgledom vcepila ljubezen do slovenskega jezika in kulture. Tvoje ime, Nina, nam obliva blagoslov. Prosim, da se približata predsednik Zedinjene Slovenije, predsednik San Martina Marjan Voltežar in prejemnica priznanja Nina Pristovnik Dias. Najlepša hvala za to nepričakovane priznanje. Moje delo v šoli in v domu se mi izvršile z ljubezni do naših korenin, do slovenskih korenin. Vcepili so v meni to ljubezen moji starši in potem so nadaljevali učiteljice. Spomnim se moje prve učiteljice, gospodične Anice Šombrov in potem gospe Katice Kovač-Divnik in Saša Hartmann-Gulu. Moje delo je bilo tudi, da bi vcepila v mlade rodove to ljubezen do slovenstva. Želim in upam, da bo to seme, ki sem sejala, padlo v rodovitno zemljo in rasla v novih generacijah. Prepričana sem, da v mladih močeh je bodočnost slovenstva v tujini. Naša beseda in naša pesem, mislim, da bo še donela veliko let, ko imamo tako lepo mladino. Zahvalim se tudi dobro mojim staršem, moji družini in vsem odbornikom Sanmartinskega doma, ki so me vedno spremljali in nikoli niso postavili nobenega ogleda, da bi jaz kaj naredila ali ne. Zato hvala lepa San Martin, to je moj dom, moj slovenski dom. Živjo Slovenija, živjo San Martinski dom.
Eslovenia mendiva Gaussio. Šum Mendoški gozdov nas vabi domov. Na poti domov nas spremlja slovenski Mendoški oktet. El Octeto Esloveno de Mendoza se formó en el año 1998 cuando 8 amigos decidieron reunirse para retomar una antigua tradición eslovena propia de la época de Pascuas. Visitar a los jóvenes ofreciéndoles serenatas a cambio de huevos pintados y un trago de vino. Desde sus comienzos, el octeto comenzó a actuar en numerosos eventos, celebraciones y aniversarios en la sociedad eslovena. En los años siguientes se presentó en diversas ciudades argentinas